Lepo pozdravljeni. Danes bomo pogledali koncept, ki se mu reče povpraševanje. Sicer povpraševanje nam pove, koliko so posamezni povpraševalci pripravljeni in sposobni povpraševati po določenih dobrinah pri različnih cenah na določenem trgu ob določenem času. To se pravi, če pogledamo to definicijo, imamo povpraševalce, ki so pripravljeni in sposobni povpraševati. To je važno pri različnih cenah na določenem trgu v določenem času. S tem, da imamo še predpostavko ceteris paribus. To pomeni, da držimo vse ostale spremenljivke, to se pravi razen cene in pa količine določene dobrine konstantne. Zdaj, povpraševanje lahko predstavimo v tabeli, kot imate v učbeniku, največkrat pa predstavimo povpraševanje z grafom. Ne pozabiti, na vertikalni osi imamo ceno, na horizontalni osi imamo količino. S tem, da že, iz čisto osebnega raziskovanja ali pa opazovanja vemo, da je povpraševana količina je funkcija cene, se pravi, da je cena neodvisna spremenljivka in povpraševana količina je odvisna spremenljivka in funkcijsko razmerje je negativno. Sami veste, če recimo si nekaj zelo želite, pa si ne morete privoščiti, potem počakate mogoče na razprodaje in potem vam je bolj dosegljivo. Tako da lahko krivuljo povpraševanja kar narišemo, zgleda nekako takole. Kaj to pomeni? To pomeni, ko so cene visoke, recimo C1, je povpraševana količina K1, recimo ko cene padajo na C2, se povpraševana količina poveča. Tukaj lahko pogledamo še en zelo pomemben koncept. Ko se spremeni cena na grafu, smo se premaknili iz točke A v točko B. Ni se premaknila celotna krivulja, tukaj smo se samo zapeljali iz točke A, rečemo, v točko B in temu rečemo sprememba povpraševane količine. Tukaj sem dala trikotnik kot matematični simbol za spremembo in tako bolj lahko krajšamo besedilo, da ni treba tako pisati. Zdaj, to je v bistvu, bom rekla, tako v zelo kratkem vse. Glede povpraševanja in spremembe povpraševane količine, seveda pa nas zanima, ali pride tudi do spremembe povpraševanja. To se pravi, ali obstajajo situacije, ko se celotna krivulja premakne na levo, da se zmanjša, oziroma na desno, da se poveča. In odgovor je ja, tukaj imamo to ceteris paribus predpostavko, ko se druge spremenljivke razen cene spremenijo, pride tudi do tega. To se pravi, tukaj imamo pa potem, bomo navedli sprememba povpraševanja. In napišemo. Najprej do spremembe povpraševanja pride, če se pride zaradi spremembe dohodka povpraševalcev, drugič sprememba cene drugih dobrin, tretjič imamo potem spremembo okusov, četrtič imamo pričakovanja, in petič, število potrošnikov. Glede na to, da imate še en posnetek, kjer se ukvarjamo samo s tem, kakšna je razlika med spremembo povpraševanja in spremembo povpraševane količine, se s tem ne bomo ukvarjali prav preveč. Bomo pa šli ene par variant skozi, če vas bo zanimalo, oziroma če vas pa zanima bolj podrobno, pa lahko pogledate drug posnetek. No, in zdaj si tukaj recimo pogledamo, kaj se zgodi s krivuljo povpraševanja, če recimo pride do, oziroma imamo ceno, količino, ne pozabiti označevati grafov, imamo takole neko krivuljo povpraševanja. Zdaj pa recimo, da je to cena čokolade, pa količina čokolade, recimo pride do tega, da so znanstveniki odkrili, če jaz čokolado, ne mlečno, pa recimo temno čokolado, da se zdravje poveča.
telo dobi več magnezija, niste tako zmatrani, boljše spite in tako naprej. Ne. To se pravi, da imamo tukaj spremembo okusov, a ne, čokolada zdrava, temna, a ne. Kaj se zgodi? Zgodi se to, da se povpraševanje po čokoladi se premakne proti desni strani. Zdaj, kako to v bistvu vemo, da se da pride do premika krivulje, oziroma kako to lahko razložimo? Rečemo, da pri določeni ceni čokolade smo prej so se okusi spremenili, povpraševali k čokolade. Zdaj, ko se je pa povečalo povpraševanje pa po črtica čokolade. To se pravi, tukaj vidimo, da je prišlo do povečanja. Podobno je, recimo, če se spremeni dohodek, recimo, da pride do povečanja dohodka, imamo enako spremembo. Po drugi strani, če bi se pa recimo zmanjšal dohodek ali pa da bi se spremenili okusi potrošnikov, da bi rekli, da čokolada ni zdrava, recimo kot mlečna čokolada ni tako zdrava, bi se pa celotna krivulja povpraševanja premaknila proti levi strani. No, ampak poglejmo si to premik proti levi strani na primeru spremembe števila potrošnikov. Narišemo še en graf. Takole imamo cena, količina, a ne. Si narišemo, da je taka osnovna krivulja povpraševanja. Potem pa recimo, da se je število potrošnikov na trgu čokolade, recimo, se je zmanjšalo. Kaj se zgodi? Zgodi se, da se celotna krivulja povpraševanja se premakne proti levi strani. Vidite, od zgoraj se je proti desni. In zdaj, če naredimo isto analizo, a ne, če vzamemo ceno, določeno ceno, vidimo, da pred tem, ko je število potrošnikov padlo, smo KD povpraševali po dobrinah, potem smo pa povpraševali KD črtica, ne. Zdaj, da sem to postavila, tale zmanjšana premica, oziroma krivulja povpraševanja je D črtica, ne. No, ena izmed zanimivosti je pa tudi, kaj se zgodi, ko se pričakovanja potrošnikov spremenijo, a ne, pa si zdaj še to pogledamo, se kaj ostale stvari si lahko pogledate v drugem posnetku. To se pravi, tukaj imamo ceno, imamo količino in tukaj imamo zdaj spremembo pričakovanj. Recimo, spremembo pričakovanj glede cene pogonskih vozil. Vemo, da država regulira, vsaj izven avtocest, cene pogonskih goriv. Recimo, da narišemo krivuljo povpraševanja in recimo, da je cena pogonskih goriv je, da narišemo C1, K1, pa rečemo, da je tudi D1, krivulja povpraševanja. Potem pa recimo, mislim, da to nove cene veljajo vsak torek ali sredo zjutraj, no se ni važen, recimo, da reče do torek zjutraj. In recimo, da so pričakovanja takšna, da se bodo cene v torek dvignile, recimo, da je pa sedaj nedelja, ne. Kaj se bo zgodilo? Zgodilo se bo to, da bodo ljudje, ne bodo čakali na to, da bojo gorivo kupili v torek, razen če imajo poln tank, recimo, goriva, ampak se bo povpraševanje v bistvu povišalo že sedaj. Da se pravi, pri isti ceni bodo potrošniki povpraševali več. Zakaj? Zaradi tega, da se bodo izognili temu, da bodo čez 2 dni morali plačati višjo ceno. Zdaj tako, če bi ta cena ne bila kontrolirana strani države, boste videli potem, ko bomo delali trg, posnetek o trgu, kaj se dogaja na trgu, bi se cena goriva dvignila ne v torek, ampak bi se dvignila že sedaj. Ampak, ker so cene kontrolirane, se v bistvu cene ne dvignejo. Kakor sem rekla, glede spremembe cene drugih dobrin, bi pa prosila, da si pogledate drug posnetek, kjer je podrobno razloženo, kaj se na trgu dogaja. Najlepša vam hvala za pozornost. Če vam je bil posnetek všeč, ga všečkajte, prijavite se na naš kanal in se vidimo v naslednjem posnetku. Lep dan.